Robert Terčelj iz podjetja Farmedica pa bo danes govoril o pomanjkanju železa in slabokrvnosti in dodatnih potrebah v času nosečnosti in starosti. Pri tem si lahko pomagamo z zeliščnim tonikom Eisenblut. Pozdravljeni na takle lep spomladanski dan velja biti predvsem v naravi, kjer se veliko lahko nadihamo in tako tudi tako spomladansko utrujenost lažje premostimo. Dejstvo je, da taka spomladanska utrujenost je nekoliko bolj utrujena, če nam primanjkuje železa, in o tem bomo govorili v nadaljevanju. Železo je ključno za to, da nam nastane dovolj hemoglobina, ki je pomemben protein za transport kisika k našim celicam. Zato ne preseneča, da kadarkoli imamo pomanjkanje železa, čutimo to predvsem kot utrujenost, bolj smo razdržljivi, tudi bolj smo dojemljivi za okužbe, težje se skoncentriramo, včasih smo tudi bolj zadihani. Tako da, ko čutimo neobičajno zadihanost, je lahko posredi tudi neko sezonsko pomanjkanje železa in velja biti na to pozoren. Ne vem, če ste vedeli, železa v našem organizmu ni prav veliko. Če gledamo našo skupno težo, železa je približno nekje med 3 in 4 grami, odvisno od naše konstitucije, pa seveda od spola. Dnevno pa ga moramo nadomeščati, ne moramo ga ustvarjati sami, tako da odrasla oseba po povprečju dnevno potrebuje nekje 15 mg. Če pa seveda je to odrasla oseba kot nosečnica, v tem obdobju življenja pa seveda tudi do 2-krat več, torej 30 mg dnevno vedno dodajamo. Ja, železo je posebej pomembna tema tudi za nosečnice. Zakaj? V tem obdobju potrebujemo seveda tudi zaradi rasti ploda otroka v sebi rabimo več železa, mora nastajati tudi več hemoglobina in seveda pomanjkanje železa je bolj značilno, tudi nekoliko zato, ker se seveda tudi volumen krvi povečuje, nastajanje eritrocitov, rdečih krvničk ne sledi takoj, zato je potrebno dodajati železo v nekoliko večjih odmerkih, zato da to obdobje lepo prikrmarimo, da je obdobje nosečnosti lepo in da se plod lahko normalno razvija. Veliko ga dobimo seveda z zdravo, uravnoteženo prehrano, naj si bo to rastlinskega ali pa živalskega izvora. Ne glede na to, pa bodimo na to pozorni in danes bom govoril v nadaljevanju o našem zeliščnem toniku z železom, toniku Eisenblut. Zakaj je bistven? Dodajamo z Eisenblutom veliko dvovalentnega železa, glede na odmerke, ki so potrebni, kar točno piše v navodilih. Eisenblut je na voljo tudi v lekarnah, to je njegovo osnovno mesto, kjer ga dobite lahko na voljo. Poleg železa vsebuje veliko zeliščnih izvlečkov, ki so karminativni, dobro delujejo na naša prebavila, kajti vemo, da železovi preparati včasih znajo povzročati težave pri prebavi. Poleg tega pa ima Eisenblut, oziroma tudi znako Eisenblut Plus, dodan tudi vitamin C za lažjo absorpcijo železa, ki ga zaužijemo v Eisenblutu, in pa vitamine B1, B2, B6 in B12, zelo pomembne skupine vitaminov za, kot rečemo, energetsko ravnovesje, dobro delovanje naših celic. Zato Eisenblut Plus je lahko koristen dodatek in dober vir železa za vse, ki potrebujejo dnevno dodajanje železa, ali gre za mlajše osebe, starejše, nosečnice, športnike, vse tiste, ki mogoče so preboleli neko bolezen in potrebujejo nekoliko več železa, potem skratka dober naravni dodatek Eisenblut Plus, da bo spomladanske utrujenosti in pa slabokrvnosti čim manj.